Parlamentarni odbor za finance, ki se bo po dveh prekinjenih sejah znova sestal na temo državnega poroštva za TEŠ 6, naj bi tokrat vendarle podprl poroštveni zakon v drugi obravnavi. Zeleno luč zanje namreč včeraj dala tudi vlada, a le, če bo sprejeto njeno dopolnilo, s katerim si pridružuje pravico, da ne podpiše poroštvene pogodbe z Evropsko investicijsko banko za 440 milijonov evrov posojila, če bo projekt dražji od 1,3 milijarde evrov. Minister za finance dr. Janez Šušteršič bo predstavil predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, na katerega se bodo prenesle slabe terjatve državnih bank. Še vedno odmeva podatek, da je najslabših terjatev v NLB za milijardo evrov in pol. Dolgoletni novinar in lastnik Info TV Vladimir Vodušek, ki so mu celjski kriminalisti zaradi suma izsiljevanja odvzeli prostost v četrtek zjutraj, bo pred preiskovalnega sodnika najverjetneje stopil že danes. Zaradi domnevnega izsiljevanja predsednika uprave podjetja Unior Gorazda Korošca so se danes sestali tudi člani nadzornega sveta podjetja. Dejali so, da bodo vse pojasnili v pisni izjavi, ki jo bodo medijem poslali popoldne. Celjski kriminalisti so danes zjutraj odvzeli prostost nekdanjemu direktorju Hypo Alpe Adria banke Božidarju Španu. Špana kriminalisti sumijo kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem banke in Vegradom. V teku so tudi hišne preiskave. Med brezposelnimi osebami je vse več mladih. Za spodbuditev zaposlovanja mladih do 30. leta starosti je zato Zavod za zaposlovanje objavil javno povabilo delodajalcem v projektu Prvi izziv. Zavod bo tako podjetju, ki bo zaposlilo mlado osebo, najmanj 3 mesece prijavljeno na zavodu, dal subvencijo. Delodajalec, ki bo mlado osebo zaposlil za 15 mesecev oziroma eno leto s poskusno dobo 3 mesecev, bo prejel 9500 evrov. Zavod predvideva 1240 subvencioniranih zaposlitev. Poslovil se je Polde Bibič, vrhunski slovenski igralec. Ustvaril je nepozabne filmske in gledališke vloge v filmih Moj ata socialistični kulak, Cvetje v jeseni, Nejoči Peter. V dramski nadaljevanki iz leta 1985 je bil Primož Trubar. Od 1. septembra 1957 je bil zaposlen v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Ljubljani. Polde Bibič je za svoj ustvarjalni opus dobil Preširnovo in Župančičevo nagrado ter Borštnikov prstan. Jutri bo sprva povsod precej jasno. Dopoldne se bo oblačnost povečala v severozahodni Sloveniji, kjer bodo že možne posamezne plohe ali nevihte. Proti večeru se bodo začele pojavljati tudi drugod v severnih krajih in v noči na nedeljo bodo zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32, v severozahodnih krajih okoli 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva deževalo, čez dan bodo padavine oslabile, hladneje bo. V noči na ponedeljek nas bo dosegla nova hladna fronta s padavinami. V ponedeljek zjutraj bo dež večinoma ponehal in postopno se bo zjasnilo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Slovenska samooskrba s prašiči resno ogrožena. Na zatožni klopi tudi vodja hekerske skupine. V Evropskem odboru za kulturo navdušeni nad programom EPK-ja. Bodite z nami ob 18.